večer. A se vidimo? Aha. Očitno že deluje. Jaz moram sam pogledati, če se kaj dogaja. Da vidim, kako se vidi. Zraven imam prižgan računalnik, zato da bom lahko videla. Nekdo se je že priključil. Da bom videla, ker sem obrnila kamero na telefonu, da bo mogoče malo boljša slika, kakor če delaš enega selfija. Bom še malo počakala, da se kaj še kdo pridruži. Počasi se priključujete, vidim, tako da super. Malo zamika vidim tudi, ker tukaj gledamo računalnik dol. In je prav zanimivo gledati ta zamik. Tako da, tudi če boste imeli kakšno vprašanje, jaz mislim, da jih bom zdaj videla, pa da jih bom lahko tudi odgovorila. Če bo kaj takega, pa bom potem na koncu povedala. Samo še pogledam, da vidim, če se bo videlo. Komentarji. Upam, da se dobro sliši, dajte mi malo napisati. Ti Mateja, živijo. Verjetno se sliši, a ne? Čarovniška slikca. Ok. Dobro, pa bomo šli kar naprej. Lep dober večer vsem skupaj. Danes je več stvari. Je polna luna, pa še vedno je retrogradni Merkur, pa še noč čarovnic. Jaz sem danes kar letela malo z metlo. Saj veste, da sem bila malo prej, a ne? Vsaj enkrat na leto, da si dovolimo ženske uporabiti te naše metle, a ne? Tako da malo heca. Odločila sem se, da bi danes nekako predstavila naše čakre. Zdaj v septembru sem imela kar nekaj predstavitev, naredila sem tudi anketo in sem ugotovila v bistvu, da velika večina ljudi povprašuje oziroma bi se radi naučili, kako delujejo čakre, verjetno tudi kje so in tako naprej. Tako da se bom danes kar tej temi posvetila, na koncu pa bo verjetno kakšna vodena meditacija oziroma bom videla malo po občutku. Zdaj še enkrat pogledam, če je kakšen komentar slučajno. V redu se sliši, samo to, da vem. Ok, super. Dobro, pa začnimo z našimi 7 glavnimi čakrami. Mi ljudje se v bistvu prizemljimo skozi prvo čakro. Ko se rodimo, se v bistvu rodimo iz maternice ven in pridemo dejansko, bomo rekli, skozi prvo čakro. Na koncu našega življenja, ko opravimo nalogo oziroma ko ne moremo več ali pa je pač prišel naš čas, se pa v bistvu odidemo skozi kronsko čakro, navzgor. Tako duša v bistvu potuje. In zdaj, torej, mi imamo 7 glavnih čakr, ki so na presredku je prva čakra, korenska čakra. Potem je druga čakra, je 2 prsta pod popkom, spolna čakra. Potem pleksus nad popkom, solarni pleksus, je tretja čakra. Potem je srčna čakra, grlena čakra, čelna čakra in pa kronska čakra. Zdaj, jaz vam bom predstavila, kako sem jaz doživljala te čakre, kaj v bistvu, kako za njih skrbim, kaj sem ugotovila. Vi boste pa mogoče zase, upam, kakšen nasvet dobili ali pa mogoče tudi večje razumevanje, zakaj se vam nekaj dogaja. Se pravi, naše čakre so v bistvu parne čakre. Razen korenske čakre, prve čakre in pa kronske čakre. Ti dve sta mogoče ena drugi par. Ostale čakre so spredaj in so zadaj.
Čakre so tako kot neki vrtinci, ki se v bistvu vrtijo v določenem zaporedju oziroma v določenem razmerju. Jaz sem mislila, da se čakre vrtijo samo v eno smer, oziroma ne, da se v eno, ampak da je samo v eno, da je ok. Pa sem letos zvedla, da se v bistvu čakre vrtijo v razmerju 34-21. Ja? Nisem vedela, sem mislila, da zdaj ali se mora v desno vrteti. Ne, v bistvu se vrtijo v razmerju 34-21. To je bilo tako mi zelo zanimivo. Zdaj, če mi sebe pogledamo celostno, potem imamo čakre ali pa bomo rekli energijska telesa, imamo fizično telo, imamo mentalno telo in imamo čustveno telo. Vsa ta telesa so med sabo zelo, zelo povezana. Če smo recimo slabe volje, se to prenese na fizično telo, zmanjkuje nam energije, in smo potem vsi taki. Če je obratno, če se pa dobro počutimo fizično, imamo pa v bistvu tudi čakre odprte, imamo čakre polne in v bistvu se počutimo ful fajn in tudi čustveno smo ok. Tako da je zelo, recimo jaz sebe opazujem, kaj me najbolj razdraži, kdaj se zjezim, kateri so tisti triggerji, ki me v bistvu spravijo ven iz sebe. Ker takrat nisem v sebi, ampak sem ven iz sebe. In recimo dve stvari sta, če gledam te zunanje dejavnike, sta dve stvari, ki jih najbolj opažam, se pravi polna luna, to je danes, in pa retrogradni Merkur. Zdaj na polno luno sem taka zoprna ponavadi, danes sem tudi nerazpoložena, nimam toliko trpljenja, tako da pol pazim, kaj tisti dan delam. Pazim tudi, oziroma se izogibam kakšnim globokim pogovorom ali pa kakšnim predstavitvi nekih novih projektov, recimo sploh v družini, ker danes sem prav zaznala, da smo bili vsi vsak imel s sabo neke težavice, neki smo bili malo zoprni in imela sem nekaj zapovedati, ampak sem se ustavila in nisem tega povedala, ker moram počakati, da bo prišel pravi čas. In to je tisto, ko rečemo, da poslušamo sebe. Vedno je treba povedati stvari v pravem času. Oziroma, če jih povemo v pravem času, potem bodo padle na plodna tla. Vkolikor izsiljujemo, hočemo nekaj prehitro narediti, delamo nekaj iz nekih notranjih teh čudnih vzgibov, nekih napetosti, potem nikoli niso rezultati dobri. In tako se jaz v bistvu sebe opazujem, iz dneva v dan in tudi recimo te planete malo pogledam, saj ne vedno pa vseh, zato ker je tega potem preveč, pa se bi mogel sam s tem ukvarjati, Ampak tako kot sem rekla prej, pogledam, kdaj je polna luna, jo tudi začutam, dostikrat tudi ne pogledam, pa jo že začutam, že vem, čakaj, je polna luna, ali kaj? Pogledam, ja, pa res, ali pa je recimo 2-3 dni pred polno luno. Ravno tako retrogradni Merkur, zato ker takrat se pa prav posebej pripravim in več meditiram, več rekapituliram, ker mi retrogradni Merkur pomaga iti globje in lažje dobim svojo energijo nazaj, lažje se soočam z občutki, itak jih pa ti tako navrže ta retrogradni Merkur, tako da itak nimaš druge, kot da se začneš zares delati na sebe, v tistem času. Pa gremo mogoče zdaj po čakrah. Se pravi, prva čakra, korenska čakra, je med nogami na presredku in gleda navzdol. Vrti se, tako kot sem rekla, v desno in v levo v razmerju 34-21 in je rdeče barve. Prva čakra, tako kot jo jaz vidim, dejansko res, kot piše in kot sem prebrala in tudi kot sem zaznala pri sebi, je povezava z zemljo. Je zelo taka fizična, in dejansko skrbi za ta naš fizični nivo. Torej vlada temu, bomo rekli,
delu, ki ga upravljamo, podjetništvu, denarju in tudi temu, koliko smo mi uspeli sprejeti svoje življenje. Veliko ljudi, recimo tudi sama sem bila taka, da nekako nisem mogla sprejeti te fizične inkarnacije. In ravno zadnjič, ko sem rekapitulirala na energijo obupa, sem ugotovila, da se ta obup, bomo rekli, originalni, osnovni obup, da je z mano že od mojega rojstva. In potem sem povezala, da v bistvu ti kot duša, ko se odločiš za neko inkarnacijo, si v neki čist drugi dimenziji in jasno, da si komaj čakaš, da prideš dol, ker tukaj na Zemlji so najboljše izkušnje in najhitrejše nam zraste zavest. Potem pa, ko dejansko pridemo, si pa kar naenkrat omejen v tem fizičnem telesu. Ampak to je tudi del naše naloge, da sprejmemo svoje fizično telo. Zelo pomembno je to. In zdaj, če smo velikokrat v oblakih, pa da nismo, bomo rekli, prisotni tukaj in zdaj, se to vidi po temu, da to pomeni, da smo odzemljeni. Si rečemo, letaj pa kada bi v oblakih. Tako da je zelo, zelo fajn, da se vsak dan povezujemo z Zemljo, zdaj na kakršenkoli način že. Teh načinov je kar precej, ampak jaz bom danes bolj delala, bom rekla, teorijo. Če bi pa želeli, bom pa potem vam povedala na koncu, kdaj bo delavnica, ko bomo pa delali v praksi s čakrami. Se pravi, ta naša prva čakra skrbi za fizični svet, vlada pa fizično, torej našim nogam. Zdaj mislim, da tudi, če imate hemoroide, da je tudi to povezano s prvo čakro, da nekaj ni ok, recimo težave, bomo rekli, bolečino v nogah, trganje, neprizemljenost, potem tistega, česar se lotite, vam nikoli ne uspe ali pa zelo redko, ker tudi materializacija naših idej gre skozi čakre. Tukaj gre pa v obratni smeri, gre pa od kronske pa navzdol. Ful zanimivo to. Bom mogoče tudi kaj v tem povedala, bom videla, kako bo tekla energija. Ok, se pravi, prva čakra je to. Lahko dihate vanjo rdečo svetlobo, lahko date pozornost na njo, načinov je veliko. Recimo tek je ena stvar, ki dvigne energijo prve čakre, potem kundalini, to je ena Osho tehnika, meni je ta ful všeč, taka lušna, lahka tehnika, jo lahko delaš kadarkoli želiš. V bistvu vse in recimo kakšne tehnike z nogami. Jaz recimo te magične kretnike učim, se imenuje prav Running Man, in delamo v bistvu stopali in je res taka fajn sprostitev je pol v nogah, da se res v bistvu splača delati. Sploh recimo mi imamo zelo veliko stojimo, nekateri imate tudi take službe, da veliko stojite in je fajn poskrbeti potem za noge. Dobro se je tudi kdaj zmasirati, tako da že s tem v bistvu mi poženemo to našo super energijo gor oziroma jo povečamo. Ok, naslednja čakra je sakralna čakra oziroma spolna čakra. Je v bistvu dva prsta pod popkom in je torej spredaj in zadaj. Spolna čakra je ena izmed najbolj zlorabljenih čakr na tem svetu. To pa zato, ker je v bistvu hranilnik naše življenjske energije. In pa ne samo to, na spolni čakri je v bistvu vlada, bomo rekli, naša spolna čakra je osnova za naš odnos do sebe. Za odnos do našega telesa, za kako gledamo na sebe, kako se počutimo v svoji koži. Ja? Potem se vemo, ko gledamo mladi, ko sem bila mlada, ko se to začnejo ti hormoni, pa to, se v bistvu nekako usmeriš navzven v ta videz.
in nekako skozi spolno čakro recimo se tudi zapeljuje, bomo rekli na nepravi način, ne? Recimo to imamo ženske, ta temni del naš je ta, da znamo manipulirati spolno čakro, ne? In to nam v bistvu prinaša potem težave na področju jajčnikov, maternice, nožnice, ne? In pride predvsem zato, ker nekako same sebe zlorabljamo, ne? S tem, ko mi manipuliramo, v bistvu zlorabljamo samo same sebe, ne? Tudi, če kaj dosežemo s tem, ampak to ni nikoli ok, vedno naj bo vodilo, da če že delaš, da delaj iz srca, ne? In da zaupaš, da bo nekaj prišlo do tebe samo od sebe, ne, ker si ti nekaj zmanipuliral ali pa si hotel tako na vsak način. Zdaj spolna čakra, recimo, ker je zdaj polna luna, je naša spolna čakra povezana tudi z luno in na spolni čakri je tudi vhod v našo podzavest. In zato luna zdaj pritiska na našo podzavest. In mogoče čutimo kakšne napetosti na področju spolne čakre v tem času, ali pa mogoče dvig spolne sle, ne? Ponavadi se tudi to zgodi, da takrat se ti dvigne ta sla, ne? Spolna čakra vlada organom, se pravi spolnim organom, in pa zadaj križ, pa del črevesja tudi. Težave recimo s križem pa kažejo tudi na težave z denarjem. No, to čisto mimogrede povem. Zdaj, na spolni čakri sem jaz zelo veliko v preteklosti delala. Jaz sem bila tudi 7 let v celibatu, ker sem se hotela regenerirati, hotela sem videti, kaj se bo zgodilo, ne? Ker tudi z spolnimi odnosi ti v bistvu prazniš svojo spolno čakro, sploh če niso ti odnosi iz srca. Se pravi, tudi spolni odnos ne bo, če se le da, iz srca, ne? Je pa res, da je to vse spet povezano s tem odnosom do samega sebe, ne? In jaz sem zelo veliko let gledala ta odnos, kakšen je ta moj odnos, zakaj se tako počutim, ne? In različne stvari sem videla, ne? Kot ženska, kakšne imam, bom rekla, te finte, in sem jih potem spreminjala, in tudi tako nasplošno, kaj se v bistvu ta spolna čakra, kaj se z njo dogaja, ne? Veliko dela je s tem, no. Jaz sem kar povem, da če želiš imeti čisto spolno čakro, da je treba kar lepo redno delati, treba je si v bistvu lepo s sabo delati, z svojim telesom. Tudi je povezano seveda s prehrano, z tem gibanjem, ne. Da ohraniš svoje telo v dobri formi, moraš poskrbeti na večjih nivojih, ne samo meditirati, ali pa delati neke tehnike, ampak tudi ta fizični nivo, torej kako se prehranjuješ, tudi kako se oblačiš, ne? Ali si vas zanemarjen, ali se znaš zrihtati, ali ne, tako. Take stvari so zelo pomembne, ne? Jaz sem recimo na začetku, ne vem, ker sem imela kaj čez 20 let, jasno sem se ful rihtala, pa sem se pa ne vem, skoraj 10 let, pa sem kar spustila, sem se razpustila, vse, ker si vseeno, ne, pa sem bila kar v trenerki skozi pa tako, ne. Pa sem pa videla, da tudi to ni dobro, ne. Tako sem zelo probavala sem vse te stvari, ki me je zanimala, ne, kaj se bo zgodilo. In pol na koncu sem videla, da sem jaz le ženska in da se tudi rada lepo oblečem, da sem rada urejena. In se mi zdi to prav, ne. S tem, da ko hodim po mestu, se ne oblečem lepo zato, da me bojo vsi gledali, ampak zato, ker se jaz dobro počutam, ne. In mi je tako fajn, ne. Včasih je bilo pa drugačne, včasih sem pa seveda zato, da me bo kdo pogledal. Ampak tako je, ne, tako je v življenju. Tako rastemo, se razvijamo in spoznavamo, ne. Ja, ta naša spolna čakra, no, je kar potrebna dela. Jaz recimo delam tehnike take, da razbijam, v bistvu tako,
A veste, ko se čuti, energijsko se čuti, kot da je kot en obroč okoli tvoje čakre, je kot da je neka taka strjena energija. In zato so meni te magične kretnje všeč, ker te magične, te s takimi gibi v bistvu to strjeno energijo, bomo rekli, jo trgaš oziroma jo razbijaš, in se potem zmehča. Sam se pravim, veliko potrpljenja je potrebno tukaj, tako da to si dajte malo tako v ozadje, da ne bo šlo čez noč, ampak se pa splača. Splača se, ko delaš na temu, da svoje čakre napolniš, da jih prečistiš, se potem vedno pokažejo v življenju. Potem se ti pa tako v življenju začnejo odpirati stvari, to je ful zanimivo. In naše čakre so povezane z vsemi nivoji našega življenja. Kot sem prej rekla, prva čakra recimo za denar, ali pa za to realizacijo, materializacijo, hitro materializacijo, potem spolna je pa ta odnos do sebe. Tako da, če mogoče vaše telo ni glih takšno, kakršno bi si želeli, verjetno je to v 99%, je treba začeti delati na sprejemanju. Tudi seveda na telovadbi, na prehrani, ampak še vedno pa mogoče so ene stvari, ki jih pač ne moramo spremeniti. Zdaj, če sem jaz visoka pa suha, ali pa majhna pa malo bolj močna, tega skoraj ne moreš spremeniti. Tako da na koncu je vedno tisto, ki najbolj zmaga, je sprejemanje samega sebe. Pa pejmo na našo tretjo čakro. Tretja čakra je torej dlan nad popkom, solarni pleksus, je v bistvu zadolžen na fizičnem nivoju za jetra, za vranico, za trebušno slinavko in zadaj tudi za ledvice. Čeprav nekaj piše, da tudi ne, zdaj res ne vem, meni se zdi, da ja, jaz osebno bi rekla, da je tudi za ledvice. In sicer zato, ker če te je strah, znajo tudi ledvice boleti. Tako da veste, če vas ledvice bolijo, dobro ste premalo pili in tako ste se kaj prehladili, ampak je zadaj nek strah. Solarni pleksus je meni taka tudi fajn čakra, ker je center naše življenjske energije, center naše volje in pa center zdaj sem se pa zgubila, zavesti. Ja, evo, mene. In v bistvu je solarni pleksus je yang energija. Medtem ko je spolna čakra pa yin energija. In zato imamo tudi ženske, imamo veliko več, bomo rekli, te spolne energije v tem smislu, tako kot sem rekla, jo bolj, bomo rekli, uporabljamo, tudi rojevamo, skozi našo spolno, oziroma v naši spolni čakri je v bistvu novo bitje. Pleksus je pa, bomo rekli, domena bolj moške energije in zato so moški taki, tisti močni, pravi, tako, imajo voljo, so za akcijo, večinoma vsaj. In to je nam ženskam ful všeč. Ampak je pa zelo fajn in priporočljivo, da ženske same delamo na svoji akciji, na svoji volji. Zato, ker če bomo same naredile, bo veliko več vreden, kakor da bomo čakali našega moškega, da nam bo pomagal. In naš moški nam v bistvu kaže ta pleksus naš, in nam kaže, kaj je to ta volja, ta akcija. Medtem ko mi ženske kažemo pa moškim to intuicijo, občutke, ker se recimo se hitreje lahko zjokamo in tako naprej. In vidite, kako se v bistvu ful lepo dopolnjujemo. En drugemu kažemo neke stvari, ki jih moramo v bistvu mi usvojiti. In jaz sem recimo, ko sem midva z Lucijanom prišla skupaj, pa še prej, tudi sem prav videla, kako avtomatsko se hočem pošlepati malo na moškega, na njegov pleksus. In pol, ko sem midva ozaveščala te stvari, sva tudi videla, da so se moški se
prisesa, bom rekla, ženski na spolno čakro in ženska se moškemu prisesa na njegov pleksus, ne? Ampak oba lahko to svojo energijo sama dobita, ne? Ker kaj je to, veste, do česa to privede? Do nezadovoljstva, ne? V bistvu en drugemu jemljemo energijo in nismo zadovoljni, zato ker ta energija ni naša. In mi točno vemo, da to ni naša energija. In zato se ne počutimo dobro, normalno. Mislim, vse je logično, če tako pogledaš, ne? Ampak ker nas je strah, ali pa ker ne zaupamo dovolj vase, ali pa mogoče ne znamo niti, ne? Potem pa naredimo, bomo rekli, majčkene kompromise, ne? In na ta način potem izgubljamo sebe. Ja? To je v bistvu največja škoda pri vsem tem, ne? Če ti se nekako šlepaš na nekoga, potem izgubljaš sebe in potem si skozi baljezen nase, pa še na tega partnerja recimo, ne? In kmalu pride potem, da se začneš, da greš vsak v svojo smer, ne? Ali pa se ne moreš več niti pogovarjati, pa tako. Tako da jaz stojim za tem, da naj vsak poskrbi za svojo energijo, naj vsak poskrbi za svoje čakre, to je zelo pomembno, da lahko v bistvu ti si sam svoj steber. Pa jaz nisem še tukaj 100%, da ne boste mislili, tudi jaz se lovim, tudi jaz se učim in tako naprej, ampak vse bolj in bolj pa uporabljam svojo akcijo, uporabljam svojo modrost, ne? Tako, seveda pa v povezavi s partnerjem pa to itak še boljša, ne? Ker on pove svoj vidik, ne? Moški imajo čisto drug vidik, pogled, ne? Jaz svojega, ne? In se tudi tako učim. Tako da ja, lušni smo, ne? Sploh na polno luno. Ok, pa pojmo naprej. Smo že, solarni pleksus, pozabila sem povedati, barvo. Barva je v bistvu zlato-rumena. Tako da, ko delate s svojim pleksusom, solarnim, ko se hočete napolniti, se napolnjujte z to zlato-rumeno barvo. Ok? No, to je bil še to. Dobro, zdaj pa gremo na srčno čakro. Srčna čakra je pa v bistvu nekaj ful lepega. Naše srce vibrira z eno posebno energijo, ne samo tako kot vse ostale čakre, ampak še z večjim dosegom, ne? To je prav ena taka široka energija. In je v bistvu povezovalec med spodnjimi nivoji, torej med prvimi 3 čakrami in med zgornjimi 3 čakrami. Srce je v bistvu, srčna čakra v bistvu skrbi za to, da smo odprti, da dajemo ljubezen in da jo znamo tudi sprejemati to ljubezen. Pomaga nam pri sodelovanju, pri prijateljstvu in tako, da imamo v bistvu sebe radi takšne, kot smo. Na srčni čakri v bistvu imamo shranjeno po drugi strani pa naše bolečine, naše razočaranja in ko smo žalostni, nas ponavadi boli srce. In zdaj, da bi se nekako pozdravili te naše občutke, vsi neko tehniko izberemo, ne, in gremo skozi, bomo rekli, skozi ta proces, te transformacije, da v bistvu te naše občutke ozavestimo in pa da jih tudi ozdravimo. Če tega ne naredimo, nam potem ta energija zastaja tukaj, ne, in potem je tega vse več in več in to se nabira in ko se to leta in leta nabira, pride do nekega fizične blokade in imamo potem težave ali z srcem, ali nas infarkt, ali imamo težave s pljuči, ne, ker srčna čakra skrbi torej za srce, za pljuča in naš krvotok, ne, kakšno imamo kri. Recimo, če ste slabokrvni, to pomeni, da vam manjka radosti v življenju. Ja? Tako da tudi pri drugih čakrah, ne,
je enako. Pri vsaki čakri, ne, je, ko se nalagajo stvari leta in leta, pride res do fizične blokade in potem moramo začeti zdraviti fizično blokado in iti nazaj, da jo nekako stopimo. Ne? Srčna čakra v povezavi z spolno, recimo, je to krasna stvar, ne? Če je odprto srce in če je naša spolna čakra odprta in polna, imamo lahko zelo lep odnos s partnerjem. In pa recimo, ali pa srčna čakra v povezavi z glavo, ne? Pa enako, ne? Se nam pa te naše, da nismo samo v glavi, ne? Ampak dejansko delamo in ustvarjamo iz srca. Se pravi, iz srca ustvarjamo neke zamisli, ki smo jih dobili. In to pomeni samo to, da v bistvu, da ne bomo delali neki zato, ker nam je naš program rekel, ali pa zato, ker nas je strah, ali pa ker mislimo, da moramo, ampak če vklopimo še srce, se vprašamo, ne se samo povežemo, gremo v srce in se vprašamo, kaj si jaz res želim. Ne? A je ta pot ok za mene? A se bom na tej poti dobro počutila? Ne? A če bom to speljala, a bo to? A je to tista ta prava stvar? Ne? In če se na ta način vprašaš, pa če malo počakaš, ne, da ne hitiš, si zmagal. Ne? Dejansko je vsaka taka pot potem tista prava, zato pa rečejo, pot srca je najboljša. Ne? In tudi to se učimo. Tudi tega se treba naučiti. Ne? Tudi treba je probati, ko delaš z glavo, pa narediš nekaj, pa vidiš, kakšen je rezultat, pa polk narediš iz srca, pa vidiš, kakšen je rezultat, pa spet z glavo, pa srce, ne? Tako. Pa se pa nekako naučiš to povezvati. Ne? Ker tudi, ko dobiš ideje, to ni slabo. Ne? Zdaj sem važen je, kakšen je bil zadnji vzgib, tako kot sem prej rekla. Ne sem paste, da ni kakšen strah, jeza, maščevanje, vse veste, kako je s tem maščevanjem. Ne? To je tudi na srčni čakri. Ne? Tudi neko, ti si mene prizadel, jaz te bom zdaj nazaj. Ja, nič fajn, ne? Sam da malo vodice spijem, na zdravje. Je tukaj noter suh zrak. Ja, se pravi srce, ne? Pri srcu smo ostali. No, pa gremo naprej na našo grleno čakro. Grlena čakra je pa izražanje, je zvok. Lahko zdravimo z zvokom, če želimo. Naj bi bil prvi, sploh v kreaciji, je bil prvi zvok. Ne? In beseda je meso postala. Zato zelo paziti, kaj govorite, na kakšen način govorite, s kakšnim občutkom v ozadju. Ja? Jaz zelo pazim, kakšne so moje besede. Tudi če mislim, recimo, joj, to mi ne bo šlo, že pazim, da tega ne rečem na glas. Ja? In tudi potem grem pa na misel nazaj, pa rečem, ne, bom zmogla, ne? Bom naredila to. In če me je strah, vedno me je strah novih stvari, bom zmogla. Ne? Tako da tukaj pa sploh zdaj vidim, da se stvari zelo hitro uresničujejo, nekaj rečem, se zgodi. In dobro, da imamo ta vmesni čas, ko opažamo to, da v bistvu znamo materializirati z izrečeno namero, ker če bi se materializirale kar vse stvari, ne bi bilo tako lušeno. Ne? Torej, grlo je v bistvu center odločanja tudi. Vibrira z modro barvo in recimo te slikarji, ustvarjalci, tudi pevci, jasno pevci, oni vsi delajo s to modro barvo. Oni ustvarjajo zvokom, z glasom. In tudi zdravljenje z glasom je recimo ful fajn stvar. Tako da si kar naredite, kdaj pogledate na YouTube ali kaj, pa kar pojte, ali pa recimo, če čentate, ne, enkratno, da se v bistvu ta del sčisti. Zdaj,
grlina čakra je povezana z grlom in z ščitnico tudi, zadaj pa je vrat. Vrat je pa v bistvu povezan s trmo. In kadar imamo Hexenschuss, to pomeni, da smo neki trmasti. Tako da se vprašajte, zakaj ste trmasti, pa pazite, da drugič ne boste na enak način trmasti. Ker tudi to nam škodi. Vse, kar je nečesa preveč, bomo rekli preveč odvečnega potencijala, se nekje realizira. Ponovadi na našem telesu. Zdaj recimo, če zbolite. Če zbolite, to pomeni, da je telo reklo, dosti je, ne moram več, rabim počitek. To pa zato, ker se mi prej nismo znali ustaviti in nas potem telo samo od sebe opomne in hvala Bogu, da imamo tako pametno telo. Če ne bi naša glava, ker ja, pa što pa se kar ne znamo ustaviti. Zdaj pa sploh, kaj polna luna. Jaz ful čutim glavo, res te misli. In ta polna luna dviguje tudi ta mental, vpliva na mental. In se je fajn malo umirjati, ali zen delati, ali čistiti malo glavo z vijolično piramido, kaj še pomaga. Pranajama pomaga tudi, da malo dihaš. Zelo veliko je tega mentalnega dela zdaj. Sem prav danes začutila. To, smo rekli grlo, kaj bi lahko, če so težave, seveda imamo lahko težave s ščitnico ali pa imamo angine. Otroci imajo zato angine v bistvu, ker se ne morejo izraziti. Ali se ne znajo, ali se ne morejo, ali se ne upajo. In takrat je vedno tukaj problem. Jaz sem imela zelo veliko angin, tudi ker se nisem izražala. Jaz sem mislila, da moram biti nekako ustreč staršem, sebe pa v bistvu nisem izražala. Tako da sem imela pol angine. Nazadnje sem imela angino, ko sem bila stara 20 let ali nekaj takega. In je bilo res grozno, ful me je bolelo grlo. No in takrat sem bila pa tudi v partnerstvu in tudi tam se nisem znala izraziti. Pa še en rebirthing sem imela, prvi rebirthing sem takrat imela z našo družinsko kolegico. Ona je hodila, jaz sem v Avstriji čuvala otroke v srednji šoli, ko sem bila v srednji šoli vsako poletje, 2-3 tedne. In ona je pa že takrat se ukvarjala z ezoteriko in z čakrami in z vsem tem. In mi je v bistvu dostikrat kaj povedala. Pa sem pa enkrat, ko me je pa poklicala v Sloveniji, so bili v Sloveniji, če pridem počuvati otroke, da gresta z možem nekam na sprejem. Takrat si pa pol prišla nazaj, in sem naredila ta svoj prvi rebirthing. In v svojem prvem rebirthingu sem 3/4 ure samo jokala. In sem jokala in grlo sem tukaj stisko čutila, tako kot da me stiska. In ona je pa na koncu rekla, rekla, ti se pa ne izražaš, pa ful si žalostna. Tako. In to je to. Več kot lačimo, bolj postajamo žalostni, v bistvu na nek način izdajamo sami sebe, zato ker hočemo ustreči drugim, da bomo všečni, da bomo takšni in drugačni, ampak itak ne more biti vsakmu všeč, pa to sploh ni pomembno, če si komu všeč ali ne. Enim boš v vsakem primeru všeč, enim pa nikoli ne boš všeč. In je, mislim, tako, zdaj, ko gledam za nazaj, dobro, je tak ta pot, ko greš čez njo, ni tako, kot danes, ko tako delamo takele izobraževanja, pa vse mogoče že vemo, ampak ne splača se, ni vredno, res ni vredno. Več je vredno, da ti stojiš za sabo, da si v sebi, da raj poveš, pa tudi če malo zaboli, ali pa se stvari obrnejo, kakor da nekaj vztrajaš, pa neko masko ali pa neko, ne vem, prezenco narediš, kakor da si to ti. Toliko o grleni čakri. Naslednja čakra je čelna čakra. Spredaj zadaj, vlada delu vida in delu sluha. Tako da, če ne vidimo dobro, vidite, sem očala, ne vidim dobro. Kot otrok sem si je slabšala vid, ker, veste,
tem otrokom v bistvu, ko si otrok, si ful dovzeten, ne. In meni je bilo čuden, ko so meni ljudje kaj govorili, jaz sem čisto nekaj drugega videla, kar so meni oni govorili, ne. In meni ni šlo skupaj to, in meni noben ni razložil, lej Leticija, ja, to, kar vidiš, to je dejanska resnica. Čeprav, ok, so se pač oni naredili take, kot so bili, in pa sem si skozi ta svoj vid slabšala, nisem hotela videti tudi tako enih stvari, ne. In potem sem res dobila očala. In zdaj recimo, kaj sem že več, 25 let, imam recimo skozi enako dioptrijo. Se mi ne slabša, zato ker sem potem začela delati na sebi, ne. Zdaj ne vem, lahko da bom kdaj izgubila očala, lahko da ne vem, bomo videli, ne. Mogla bi delati tudi kakšne vaje posebne za oči, ne. Recimo to bi pomagali. Dobro, pa te karotenoide jesti, ne, korenček in take stvari. No, v glavnem povezano je z notranjim videnjem, kako vidiš sebe in kako vidiš svet. To je seveda vezano tudi na to, kako so nas vzgajali, ne. Nekaj je pa tako povezano čisto individualno s tabo, ne. Kako ti ta svet vidiš, ne. A vidiš ga poln krivice, a ga vidiš, koliko je krasen, a ne. Tako, to je ful zanimivo, če tako pogledaš nas ljudi, čisto vsak vidi ta svet z drugimi očmi, a ne. In prav je tako, to je ok. Čelna čakra je v bistvu tukaj tudi ta organ tretje oko, ki skrbi za jasnovidnost. Recimo, eni ljudje so že od rojstva jasnovidni, ker vidijo barve, vidijo vse mogoče. Jaz recimo barve vidim samo vsake toliko. Jaz sem bolj tip, ki zaznava. Ja, jaz bolj tako zaznam energijo. Mislim, saj vsi zaznavamo energijo, ampak jaz sem se v temu že zverzirala tudi toliko, ne, da takoj zaznam, da jaz lahko zelo hitro nekaj čistko zaznam, to mi samo pride kot neko vedenje, no, evo tako, kot vedenje. Bi pa tudi rada videla, no, tako, bi tudi rada, ampak se pravim, tukaj pa so spet neke posebne vaje pa za tretje oko, ne, zdaj pa vsega ne morem, ker jaz sem si pač zbrala neke stvari in ne moreš vsega delati. Jaz bi pa, sam ne gre, res ne gre. Tako da potem tiste prioritete zbiram, kar mi je bolj pomembno. Kaj je še tukaj? Odpuščanje. Odpuščanje, milost. To je tukaj na čelu. Koliko smo pripravljeni odpustiti? Recimo Ho'oponopono je krasna tehnika za odpuščanje. Pa ne samo ona, ampak ena izmed teh, ki so recimo tako splošno znane. Odpustiti sebi, odpustiti drugim. To so velike stvari, no. To so velike stvari. Ko mi začnemo zares odpuščati, takrat smo pa na konju. Saj včasih mogoče se ujamemo, pa en čas ne odpustimo, ampak nič hudega. Če le uspemo odpustiti, si naredil veliko delo, ne? In ne pride odpuščanje kar samo od sebe, ne? Mogoče res enim ljudem ja, drugače pa treba kar delati in razumeti, ne? Tako, zato si je fajn pogledati svet kot tvoje ogledalo, ki te uči nekaj o tebi. In preko zunanjega sveta v bistvu mi prepoznavamo sebe. Če ne bi bilo tega zunanjega sveta, vsi ne bi vedeli, kdo smo, ne? In potem, ko recimo prideš do teh občutkov, da, ne vem, da te nekdo prizadel, greš čez en proces in poskusiš odpustiti tej osebi. Če se le da, ne? Mogoče je treba za ene stvari večkrat delati, za ene stvari mogoče tudi leta in leta, ja. Za ene pa grejo hitro, no. Ali pa takrat, ko smo pripravljeni, tudi to je res. Ok, in pa gremo še na našo kronsko čakro. Naša kronska čakra je odprta navzgor, nas povezuje z temi drugimi dimenzijami, z višjimi nivoji. Tukaj gor se povezujemo z Bogom, z stvarnikom, s svojim višjim jazom, z angeli, z mojstri. Eni so zelo odprti navzgor, ne?
pa imajo pa mogoče malo več problemov pa se prizemljiti. In obratno, eni so zelo prizemljeni in imajo težave se odpreti navzgor. Tako da v bistvu vsak ima nek izziv nekje. Jaz recimo to kronsko čakro je treba tudi jo odpirati in se tudi povezovati, dovoljevati tej energiji iz višjih nivojev, da pride navzdol. In potem videti, zakaj recimo ne sprejemaš, da je zunaj nekaj več. Da mi ne mogoče, da smo sami v tem vesolju. Ker eni vem, da tako razmišljajo, da smo mi edini in to je to. Da Bog ne obstaja, ali pa stvarnik, ali pa ne vem, Šiva, kakorkoli ga imenujete. Iluvatar ga tudi kličejo v Silmariljonu. Mislim, to je nemogoče. Jaz pravim, nemogoče. V bistvu je del stvarnika je vsakmu izmed nas. In mi vsi smo del Boga. Bog ni zunaj nas, ampak je v nas. Vse je, to je Bog, narava, rastline, živali, mi ljudje. To je vse del božanskega. In če pogledaš na to situacijo, z te perspektive, na trenutno situacijo, ki se dogaja z te perspektive, potem razumeš, da se vse dogaja v tvoje najvišje dobro. Da nekako je to en proces zdaj, ki se dogaja. Zdaj gremo v bistvu v transformacijo. In človek se ne more transformirati, dokler ni nekako malo potisnjen v to. Nažalost smo takšni, da ne bomo šli kar sami, dajmo spreminjati. In smo potisnjeni, zunanji dejavniki nas potiskajo proti temu. In hvala Bogu, da je tako. Če ne bi stagnirali še milijone let, po moje. Tako da ja, v glavnem, za vse te čakre se skrbi, se dela na njih, se jih polni, se jih čisti, se jih uravnoveša, z različnimi stvarmi, s tehnikami, meditacijami in tako naprej. Zdaj pa bomo za konec, ne bom čakajte, da začutim, kaj bi lahko naredili. Ja, nič, malo bomo s čakram delali, Če smo že prišli do sem, bomo še zdaj. In sicer bomo kar začeli, čakajte, da vidim, če ste kaj napisali. Aha, ok, nič, dobro. Ok, potem pa kar dajte zapreti oči. Roke dajte lahko na stegna, lahko kamor želite, tako da ste sproščeni. In začnite malo dihati. Dihati skozi nos vdih, skozi nos izdih. Kar dihamo lepo. Pozorni smo na naše dihanje. Naša pozornost je v telesu. Dihamo zato, da se v bistvu zdaj poravnamo sami s sabo, da gremo vase in da se umirimo. Smo v sebi. In zdaj vas bom vodila po čakrah, samo toliko, da boste dali pozornost na čakro
in da jo boste probali zaznati. Dali boste pozornost na prvo čakro, torej na presredek. Čakra se vrti v razmerju 34-21, lahko rečete, naj se zavrti v tem razmerju, ukažite ji. Imate samo pozornost na tej čakri, na prvi čakri. Lahko jo vizualizirate rdečo, ni pa nujno. Poskušajte jo začutiti. Dihajte malo bolj poglobljeno, zato da teče energija ves čas, da vas kam ne odnese, ker z dihanjem si pomagamo tudi pri prostem teku te energije. Usmerite jo, torej čakra je usmerjena proti zemlji, se kar povežite z zemljinim središčem. Iz prve čakre navzdol spustite en rdeč žarek v center zemlje. Ko pridete v središče zemlje, se pripnete s tem žarkom in iz središča zemlje potegnete zemeljsko energijo gor v prvo čakro. Z vdihom jo potegnete v prvo čakro, z izdihom greste nazaj dol in spet gor in dol. Ok, zdaj greste pa na spolno ali sakralno čakro, 2 prsta pod popkom in si predstavljate kot en disk okoli vaše čakre. Recimo, da ima 2 metra premera ta disk okoli spolne čakre, oranžne barve, kot da vaša spolna čakra sije ta disk. Dajte pozornost na spredaj in na zadnjo čakro. Torej zadaj na križ, v bistvu spredaj pa na ženske na spolni organ, moški pa pač dlan pod popkom. Samo pozornost je čisto dovolj. Ukažete, naj se začne vrteti v razmerju 34-21. Pa gremo na solarni pleksus, naslednjo, 3. čakro, dlan nad popkom, zadolžena je za jetra, vranico, trebušno slinavko, zadaj za ledvice in v višini pleksusa vizualiziramo zlato rumen disk. Naša pozornost je na sprednji čakri, spredaj in zadaj. Torej disk zlato rumene barve. Samo pozornost dajmo tja, dihamo poglobljeno.
srčno čakro v višini srca, torej vizualiziramo zelene barve disk. Pozornost je na sprednji strani in zadnji. In gremo na grleno čakro, okoli grla vizualiziramo disk modre barve. Imamo pozornost spredaj, zadaj in ukažemo znova, da se vrti v razmerju 34-21. Če vas slučajno kaj stiska kakšna čakra, potem malo pridihate. In potem nadaljujete z dihanjem. Pa gremo naprej na čelno čakro. Okoli čelne čakre znova vizualiziramo disk vijolične barve, tako indigo barve. In samo dovoljujemo, da ta svetloba naredi svoje. Ukažemo čakre, da se vrti v razmerju 34-21. In zdaj bomo dali pozornost na kronsko čakro, torej tako navzgor je odprta. Tukaj bomo pa samo dovolili, da se zlije skozi v našo kronsko čakro energija iz višjih nivojev, energija iz tvojega galaktičnega centra, ki je cirka 2 metra nad glavo. Tam je dom tvojega višjega jaza in to se zdaj zliva v ogromnih količinah belo-srebrne svetlobe v tvojo kronsko čakro in se potem porazdeli tam, kamor je treba.
meter stran od sebe vizualizirali tak bel steber. In sicer ta steber je povezan navzgor z višjimi nivoji, z galaktičnim centrom in navzdol za Zemljo. In je vse okoli nas, vsaj meter stran od telesa. In zdaj v tem belem stebru smo mi z našimi čakrami lepo napolnjenimi, vrtečimi v pravo smer oziroma v pravem razmerju. Obenem pa iz Zemlje dobivamo mogočno zemeljsko energijo v ta bel steber. In iz višjih nivojev dobivamo kozmično energijo. In zdaj se ti dve energiji znotraj našega stebra mešata in polnita in krepita naš steber, našo lastno integriteto. In kar zdaj dihajte in dovolite, samo dovolite, ne rabite nič razmišljati. Se že dogaja. Ta energija je ključna za vaš napredek. To je vaš original, je ta energija. Ta del steber ste vi. In zato ga zdaj le dovolimo si napolniti. Naj bo močen, naj bo stabilen. Kar rečemo, bodi močen, bodi stabilen. Bodi tukaj zame. Medtem ko zdaj ta energija teče skozi tebe, zemeljska in kozmična energija se mešata. Daš ti pozornost na svoje fizično telo. In se mu zahvališ, da ti dobro služi, takšno, kakršno je. Zahvališ se svojim organom, celicam, da upravljajo dobro delo. In izraziš ljubezen do lastnega telesa, do svoje duše, do svojega poslanstva, do svojega življenja. Izreci, rada imam to življenje svoje, rada ga imam. Sprejemam ga takšnega, kot je. In tudi, če še ni tako, tudi, če čutite, da so še določeni občutki prišli zdaj ven, nič hudega, v redu je. Vse je v redu. Vsi občutki so ok. Samo sprejmi. Naredi 3 globoke vdihe. In zaključi meditacijo. Moram malo spiti. Fajn je bilo. Ne vem, kako je bilo vam. Jaz sem se fajn umirila. Malo sem čutila na grlu, ampak danes že cel dan nekaj čutim tako. Tudi zdaj sem veliko govorila.
Tako da jaz imam dost. Kaj sem hotela reči? Aha, zdaj za polno luno je tudi čas, da v bistvu napolnite svoje kristale. Ker zdaj jih, če imate kakšni, zdaj dajte lepo ven. Na eno brisačko ali kaj, tiste, ki jih lahko splahnete pod vodo, jih dajte pod vodo najprej malo, pa jih dajte potem čez noč na polno luno in potem jih zjutraj daste stran. To je za časa polne lune tudi fajn narediti. Jaz nameravam narediti eno delavnico preko Zooma, zdaj verjetno kar naslednjo soboto in sicer od 9 do 11 zjutraj. Zato, ker zvečer zdaj dvigovati energijo ni neki fajn, treba vedeti tudi ta čas, zvečer je fajn mirovanje. Tudi, če čutite, se čutite, kako se vsi umirijo, in je takrat fajn meditirati. Zjutraj je ful težje meditirati, saj meni, no. Zjutraj imam fajn bolj dela tehnike tako, pa narediš nekaj. Tako da bom naredila eno tako vodeno delavnico, online seveda. Prijavite se na info@zenergiozivin.si, da vam pošljem link do Zooma. Ta bo pa plačljiva, no, tako da mislim, da bo okoli 36-60, no, nekaj takega je cena, z DDV-jem, zato ker moram vedno ta DDV upoštevati čez raven. Tako da se lahko kar prijavite, ali pa, no, saj veste, kje sem, no, kaj če vam zdaj izgubljati besede. Dovolj, to je dovolj zdaj, pejte lepo počivati, lepo se imejte, uživajte, pejte kaj ven, v naravo. In pa, kaj ne rečem, hvala lepa za pozornost, hvala, ker ste bili z mano. Rada vam dam, no, te stvari, kar pač jaz znam. Tako da dobrodošli na vse te naše delavnice moje in tako naprej, ali pa takale izobraževanja brezplačna. Tako da, no, to bi bilo to, ne. Zdaj pa jaz grem. In vas pustim, da še naprej uživate. Čau, čau. Ljubčke.